Tako vesela sem, da imamo še jutri popoldne čas, ker ne uspem priti čez zelišča, kakor vidite, zelo veliko zelišče. In osredotočila se bom samo na zelišča, ki jih v bistvu mi uporabljamo. Verjetno, vse veste, obstajajo mnogo knjig o zeliščih. Torej, poglejmo si sedaj opekline. Pogledali smo si aloe vera. Kaj pa, če nimate aloe vere? Še nekaj drugega lahko uporabite in to je zelo preprosto in zelo učinkovito. In to je nasičena grenka sol, raztopina. Torej, grenka sol je magnezijum sulfat. In kako naredite to na nasičeno raztopino? Tako da imate steklenico vode, noter date žličko grenke soli, to se raztopi, še eno žličko in se raztopi. In to počnete, dokler se ne raztopi več. Sedaj imate raztopino nasičene grenke soli. In kaj naredite za opekline je, da namočite krpo, jo obdržite kar vlažno in jo zavijete na opeklino. In zavijete z čisto seveda. In potem to seveda bandažirate na tisto mesto. Zelo preprosto. Torej, moja hčera Emma je sedela in likala. Ona je tista, ki ima vse te otroke. In ker naenkrat je en izmed otrok jokal in likalnik je padel na njeno stegno. In luknje je imela od pare na stegnu. Ona je iz Wisconsina. Torej, ima nekaj aloe vere, ampak ne veliko. Torej, naredila je to raztopino iz grenke soli, namočila tkanino noter in položila čez rano. Rekla je, da je imela nekako 4 debeline tega blaga, torej dokaj mokro, in potem je to dala še plastično ovila in zabandažirala. In rekla je, da je to bolečino zmanjšal, ko si opečen, imaš približno 10 od 10 bolečino in to zelo boli. Rekla, da je to spravila nekje na približno 5, kar je še nekako znosno. Ko je pa šla spat zvečer, pa je bila bolečina 1 od 10. Če si pogledate danes njeno stegno, se pozna bela brazgotina od pare in to je ena izmed najtežjih opeklin. Torej, nasičena raztopina grenke soli je v bistvu čudovito zdravilo proti opeklinam. Tudi ena gospa mi je povedala, da ko je imela to steklenico v hladilniku, seveda to drži za vekomaj. Rekla je, jaz imam otroke, če je opeklina, imam takoj pri roki, rekla. Slišala sem, nisem pa še sprobala tega, ker mi je grenka sol všeč. Torej, aloe vera in nariban krompir. Verjetno se zavedate, da ko je me nekdo v peklino, da je to področje tako zelo nežno, da aloe vera je zelo oblažilna in hladna, mokra tkanina grenke soli je tudi zelo hladilna. Ampak nariban krompir in predvsem te mali koščki, ki jih naribate, zato je dobro, da ga naribate na majhne koščke, so rekli ljudje, da je nariban krompir naredil zelo veliko razliko. To date direktno na opeklino. Ampak to je treba pokriti s plastiko. Problem je, da če se robovi posušijo, torej ko menjate to reč, lahko dvignete robove in potem potegnete kožo dol, ni dobro. Seveda, mrzlo vodo, a ne? Ampak ne morete vedno držati noge v mrzli vodi, kaj ne? Gospod pravi, Walter Cross pravi, da ko se nariban krompir segreje, da je treba zamenjati ta krompirni obkladek. Ja, tako je to, ja. Ko se ta reč segreje, potem je opeklina prihaja nazaj. Gospa pravi, jaz nekoč nisem imela aloe vere in sem vzela beljak od jajca. In to je tudi kar pomagalo. Jaz sem to tudi že slišala, ja. In če razmislite, beljak je približno iste konsistence kot gel od aloe vere. Sedaj pa si bomo pogledali srce. In obstajajo čudovite zelišča za srce. Včeraj smo si pogledali kajenski poper.
Se spomnite, kaj v bistvu naredi kajenski poper? Ta razreči kri, hkrati tudi odpre kapilare. In to je pomembno, zaradi tega, če ima nekdo srčni napad ali pa probleme s srcem, so arterije ponavadi ožje zaradi oblog. Hkrati pa to jača tudi stene, arterijske stene. To je pomembna točka. Če je nekdo dobil poškodbo arterijskih sten preko mnogo let, je morda tudi malce nabrazgotinjeno. Torej, kajenski poper v bistvu ojača in ojača ta arterijski zid. To je zelo čudovita zelišče. Torej, kajenski poper za srce. In preden grem samo na srce, bi rada šla še za nekaj reči za kajenski poper. Ta je uporaben, čeprav gre v kri, razreči kri in odpre kapilare. Če kakršnokoli krvavenje bo zožalo žile tam. Ljudje, ki so imeli ureznine, kar nekaj tedna je pri nas delal fidžijski doktor in učila sem. Ona pa tako kot veliko Fidžijev hodi bosa in nekdo je vrgel blender in blender ima zelo debelo steklo in nekaj teh koščkov je šlo na njeno nogo. In moja prijateljica je dobro obležena sicer, torej nima tako ozke nogice kot moja. Kar nekaj mesa je bila, torej subkutanega tkiva in lahko sem videla, so me poklicali, Barbara, rabimo te. In ona je bila tam zadaj in imela dve resne ureznine na zgornjem delu stopala in zelo globoke. In zgledale se približno centimeter globok in centimeter širok. In videla sem tudi maščobne globule, torej zelo globok. Vzela sem kajenski poper in poprala gor. Ona pa se je začela smejati, ker je rekla, da ne verjame, kaj počnem. A ne boli? Pa je rekla, ja, se že boli. Je rekla. In kajenski poper ima analgetičen efekt, torej morda na začetku peče, malce zapeče, zažgečka, nekateri pravijo, da peče, ampak to pomiri. In ona je zmajala z glavo in se smejala. In to je bilo v našem divjem zdravstvenem centru, 2 uri stran iz mesta. Kajenski poper smo dali gor in vse skupaj povezali. In ona je kar odkimavala z glavo. Ne morem verjeti, kaj si mi storila, Barbara. Torej, naslednji dan, ko je zamenjala obkladek, en dan kasneje je odkrila, da se je rana že zapirala. Rekla mi je, jaz kot doktorica, jaz bi to zašila. Ampak rekla, jaz sem tukaj v divjini in učim se od tebe. Torej si se mislila, ok, bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj bo Barbara naredila. In ta rana se spravila skupaj, kot da je bila zašita. Je rekla, ne morem verjeti, kaj tazga še nisem videla, je rekla. Torej, kajenski poper je resnično dobra stvar na tako veliko načinov. Čeprav odpre kapilare, bo razrečilo kri, torej, če vzamemo interno in pride v kri, če pa pride nekje v kri in vidi, ker pride do krvavenja, bo te kapilare zožalo in prenehalo krvavenje. Torej, edini način, kako lahko to razložim, da vam dam Psalm 104:14, kjer piše, da je Bog dal zelišča za službo, v rabo človeku. Torej, če potrebujete dilacijo, razširitev, bo razširilo. Če pa potrebujete zožanje, bo zožalo. In zoža se samo tam, kjer krvavi. Vprašanje gospe, ali je kakšna variacija v kvaliteti ali pa svežosti popra? Ja, idealno želite, da je kajenski poper, ki je živo oranžen. Vedno me skrbi, ko postane malce rjav. Torej, želite najbolj svežega. Mi dobimo svoj poper, kajenski poper od teh grosistov. Če to kupite iz trgovine, kjer prodaje zelišča, je veliko bolj žive barve, je tudi bolj potentno, to je res. Ampak zapomnite se, včeraj smo govorili o
o oglju, o aktiviranem oglju in sem rekla, ja, to je super. Ampak mi smo si to vzeli iz ognjišča. Malce težko ga je pulverizirati, ampak isto stori. Mi smo sedaj civilizirani in kupujemo to, aktivirano oglje. Vprašanje, gospe, ali ne morete sami vzgojiti kajenskega popra? Ja, lahko, seveda lahko. Lahko zraste in sigurno lahko uporabite tudi z dehidratorjem, ga posušite in ga zblendate. To je res. Ampak tako kot pri Misty Mountains smo imeli tako veliko kurkume in nekdo nam je rekel, zakaj ne skopljete tega in posušite in imate svojo lastno kurkumo. In sem rekla, ja, imate čas za to? Veste, da smo zaposleni? Ja, s tem se vedno badamo, ker smo zelo zaposleni. Torej, skopljamo, ko rabimo. Kajenski poper lahko zoža, če pride do krvavenja naše žile. In to je zato, oziroma zato nam je kajenski poper lahko v pomoč pri glavkomu. Zato, ker lahko zniža pritisk v očesu. Prej sem vam omenila čaj, kar je iz zlatega kanadskega korena in smetlika. Torej, kad delate ta čaj, bi lahko dodali majčkeno količino kajenskega popra zraven. In seveda, če je to preveč pekoče, še malce razrečite. Ampak za neustrašne med nami lahko probate čist majhen kanček popra z vašim glavkomom, za čajem za očesa. Pogledali smo si kajenski poper pri interni uporabi, kajenski poper za zmanjševanje krvavenja, tudi kot kompresa, da bi ogreli mrzle podplate, da prikličemo kri tam, kjer so tudi morda umrtvinčeni deli telesa. Torej, koliko? Me sprašujejo. Ljudje, ki hočejo imeti ta efekt zaradi problema za srca, bi rekla 1/4 žličke 3-krat dnevno, v malce vode. To je za srce. Mlačna voda, ja, mlačna. Samo pogoltnete. Prejšnji teden me je hrbet zelo bolel, ko sem delala sredi noči in nisem mogla priti do dobre pozicije za spanje. Sem šla v kuhinjo, sem naribala ingver in preden sem začela ribati ingver, sem si dala pol žličke ingverja v malce vode in sem sam pogoltnila dol. Ker sem to uporabljala zato, da bi bilo malce analgetično. Malce zapeče, ampak hitro se umiri. Ni za dolgo. Prvo zelišče za srce pa seveda je jagode gloga. Ko sem bila nekoč v Manchesterju prejšnji teden in tam je veliko grmičev tega gloga in zelo veliko kanalov je tudi bilo tam. In vedno, kjer sem bila, sem raziskovala seveda okolje na vsakem jutranjem sprehodu. Škotska, mislim, da sem si vse pogledala samo s tem, ko sem šla peš zjutraj. V Manchesteru prejšnjem teden, kjer je veliko grmičev gloga. Torej glog, aktivna komponenta, ki vpliva na srce, se najde v listu, v jagodi in v lubju. Ampak najbolj pogosto kupimo jagode, torej posušene jagode. Ko delate iz tega, in to mi delamo, mi dobimo jagode posušene in zelo veliko gloga raste na jugu Avstralije. Niže, ko greš v Avstraliji, bolj hladno je v Avstraliji in mislim, da so pred 150 leti glog kupovali za živo mejo dol v Viktoriji. Torej, veliko tega je tam dol. Imamo prijatelja, ki tega veliko nabere, jih posuši za nas. Torej, 2 žlički, ponavadi je običajno 1 žlička na 1 skodelica vode, pri glogu pa malce močnejše. Torej, vsebi ni potreba potem to kupiti tako veliko gloga čaja, ne? Mi svetujemo približno 1 liter na dan. Kaj v bistvu glog sploh naredi? Glog v bistvu regulira srčni ritem. Torej, če ima nekdo aritmijo, mu bo glog lahko pomagal pri temu. Mi ga pripravimo tudi v tinkturi. Če bi ga pa naredili v tinkturo, jo naredite zelo močno.
Ugotovili smo, da je zelo priročno imeti tinkturo pri roki, še posebej, če ima nekdo pritisk previsok, zato ker so pod stresom in tako lahko srkajo to tinkturo, gloga. In to je zelo, zelo varno zelišče. Uporabite ga lahko tudi, če oseba še vedno uporablja zdravila proti pritisku. Čisto brez problema. Ni kontraindikacij z glogom. Torej s tinkturo, in tukaj gre za jagode, torej kaj zdaj? Vrelo vodo polijete čez ali jih kuhate učenci? Kako je zdaj? Ja, 10 minut rahlo vretje. Zapomnite si, kaj so 3 reči, ki jih rahlo vremo? Korenine, jagode in ljubje. To mora 10 minut rahlo prevreti. Vprašanje, kako bi pa bilo, če bi zmleli jagode? Mi jih ne meljemo, lahko bi jih, ja. Verjetno bi malce močnejše potem bilo, ampak s tinkturo, kaj pa jaz storim, je, da 2 skodelici teh jagod, gloga, in 3 skodelice vode. In rahlo prevrem in potem dobim zelo močno temen čaj. In ko se to ohladi, precedite in potem date enako količino glicerina. In tako imate tinkturo. Vprašanje? Se pravi, ne uporabite alkohola? Ne, ne. In če to uporabljate kot tinkturo, potem to uporabljate eno malo žličko 3-krat na dan. Ja, tako je. Ko precedite tisti čaj, date enako količino glicerina. In to je tinktura. Glog uravnava srčni ritem. Če je previsok pritisk, ga bo zmanjšal. Če je prenizek, ga bo povečal. In zapomnite si, Psalm 104:14, da je Bog dal zelišča za službo človeku. Vidite, kaj zelišča delajo? Delujejo s telesom. Pred nedavnim me je kontaktirala gospa in je rekla: Barbara, zelo me skrbi glede gloga, zato ker sem bila na zdravilih in če je ne bi vzela tega, potem bi lahko imela preveč. In me skrbi. Rekla sem mi, ne rabiš se skrbeti, zato ker deluje s tvojim telesom, potreba telesa. In pred kratkim je bil gospod pri nas, ki je imel kap, in on je bil pri nas, v bistvu brat od unega, tistega, ki si je upekel nogo, če se spomnite, Aboriđin. In prišel je k nam pred 2 leti, imel je kap, ker obsežno kap, velik je bil, veliko zdravil je imel, tudi veliko statinov, za holesterol, za rečenje krvi in 2 različna za pritisk. In naredil je naš program in naučil se je o 8 zdravnikih zdravja. In malo po malo je njegova teža začela padati. In rekla sem mu, ne morem ti diktirati, kaj moraš narediti s svojim zdravilom, Dave in Dan sta bila. Ampak sem rekla, če bi bila jaz, bi jaz saj umakala tisto za holesterol in za rečenje krvi, lahko jemlješ kajenski poper in dokler držiš te zakone, 8 zdravnikov, ne rabiš biti na teh zdravilih. Tako je potem jemal glog. Šel je nazaj domov za približno 8 mesecev in ko je prišel nazaj, je bilo res izklesan, mišičas moški, res je dobro izgledal, v 50 letih. Wow, Dan. Delam točno to, kar ste mi rekli. Točno to. Se spomnite, kaj sem rekla, ko me vprašala, kako dolgo bo to trajalo? Ja, jaz rečem, odvisno je, kako resno jemljete to. Ne? In kako resno je stanje. Torej, kako resni ste, da nekaj implementirate. Potem vam rekel, še en program bi rad izvedel. V redu? Še en program je naredil z nami. Še vedno ima eno zdravilo za pritisk. Njegov pritisk je bil 100/55.
Rekla sem, Dan, tvoj pritisk je počasi prenizek. In rekla sem mu, si že razmišljal o tem, da bi prenehal jemati zdravilo? In je rekel, ne morem. Zdravnik je rekel, da bom umrl, če ga ne bom jemal. Potem sem rekla, Dan, to je morda bilo nekoč pred 2 leti, ko si glih imel kap, ko si bil tako velik in si veliko pil in kadil in slabo jedel, ampak poglej se danes, kakšen si. Tvoj pritisk bo kmalu prenizek, zakaj ne bi prenehal jemati? Mi te bomo vsak dan tukaj spremljali in pozorno gledali, opazovali. In je rekel, ok. 2 dni kasneje je imel 128 na 70. Torej, tvoj pritisk je popoln, Dan, in zelo je bil vesel. Šel je nazaj na svoj letni pregled k zdravniku, ker zdravnik je rekel, da ni primeren za delo. Torej, šel nazaj za preceno in zdravnik je rekel, nič ni s tabo narobe, nazaj greš delat. Čudovita zgodba. V bistvu, v Avstraliji imamo Adventiste 7 dni, en časopis, ki se imenuje Znamenja časa, in oni so pisali zgodbo o njemu. In tako čudovita zgodba je bila to. Ampak Dan je naredil točno to, kar smo rekli, da bi bilo dobro. In dobil je čudovite rezultate. Mislil je, da nikoli več ne bo mogel delati. Ampak hkrati je pokazalo to, kako v bistvu zdravila znižujejo tvoj pritisk, ali ga potrebuješ ali pa ne. Za razliko od gloga, ki deluje s telesom, potrebom telesa. Isto je s kajenskim pobrom. Če vzamete preveč rečila za kri, lahko skrvavite. In en gospod mi je rekel, krvavim iz nosa. In sem rekel, ja, preveč zdravila za rečenje krvi jemlješ. Pričnete jemati kajenski popr, ko še vedno jemljete zdravila za rečenje krvi, je to res treba spremljati. V teoriji bi lahko vzeli celo skledo kajenskega popra in nikoli ne boste krvavili iz nosa, zaradi tega, ker zelišča delujejo s potrebam telesa. In to je čudovito vseh zelišč. Glede zelišč. Vprašanje. Kakšni problemi, če bi jemali glog in kajenski popr skupaj? Mi spodbujam, da jemljete oboje. Zdaj, ker vsako dela na svojem področju. Torej, glog, torej jača srce, torej pri aritmiji jača to in pomaga in lahko tudi ritem spravi na boljšo raven, boljši ritem. Potem je seveda treba tudi pogledati, zakaj ima človek aritmijo oziroma disfunkcijo srca. In glavna razloga za to sta, eno je kofein. Kafein sicer to dela, ne? In hkrati tudi pšenica. Če ima nekdo alergijo na pšenico, lahko tudi moti ritem srca. Zapomnite si, pšenica je bila spremenjena. Še ena stvar, ki jo uporabljamo pri srcu, je magnezij. Zakaj uporabljamo magnezij? Zato, ker magnezij sprošča mišice, srce je mišica in magnezij sprošča srce, da lahko počiva bolj. In srce počiva, to je v bistvu tista številka pritiska, ta nižja številka. Torej, če imate visok pritisk, ko vaše srce počiva, potem je to lahko skrb vzbujajoče. Zanimivo je, da sem bila nekje v zdravstvenem centru v Alabami in so mi rekli, Barbara, ta španska gospa je približno 45 let stara in zelo fit in lepe lase, ampak njen pritisk nekaj približno 160 na 95. In sem mi rekla, je vaš pritisk običajno tako visok? Je rekla, vedno je bil tako visok, ne mi težiti s tem. In zaposleni tam so rekli, ja, ampak mi ji težimo. Ja, in jaz sem rekla, ja, pa ne težiti, pa bo, ne. Torej smo jo pustili tako, kot je bilo. In seveda obstajajo variacije v krvnem pritisku. Imeli smo gospo, ki je rekla, Barbara, moj pritisk 5:30 je bilo tok in ob 10 je bilo tok, kaj ne naredim? Nehajte si meriti pritisk, sem rekla, ki je bila čisto prestrašena prej. Ste že slišali za krvni pritisk, ko vidijo belo obleko? Ko grejo k zdravniku, se usedejo in vidijo belo haljo in potem se dvigne pritisk. To res obstaja, ja. Nekateri so preprosto v stresu
samo ko so v bolnici. To je res, ja. Rada si tudi pogledam zelišča za hormone. Včeraj smo govorili o wild yam, mehiški wild yam, ki je najbolje uporabljati kot krema. In druga sestavina v tej kremi je Vitex, kar je navadna konopljika. Torej, navadna konopljika je zelo dobra, da pomaga zbalancirati hormone, uravnovesiti in seveda tudi Dong Quai, Angelica sinensis. Dong Quai je korenina, navadna konopljika pa je jagoda, ampak da bi to lahko vzeli v koncentrirani obliki, je oblika v tableti najboljša. Imela sem ljudi, ki so prišli k meni za hormonsko terapijo in so rekli, če lahko jemljajo Anise Wild Yam kremo. In čeprav imamo te tablete, in sem rekla, ja, ne morete. Treba je prenehati in začeti z drugim. In potem so bili na tej kremi in so živeli 8 let in pridejo k meni čez 2 meseca in rečejo, še več pomoči potrebujem. Ni dovolj hitro, ne pomaga. In potem jim predlagam, da dobijo še nadomestek Dong Quai in še to jemlje. In potem pridejo mesec kasneje in rečejo hvala. Pomaga. Včasih ljudje potrebujejo malce več pomoči, verjetno je tam nekje 2 meseca na Dong Quai in do takrat že tudi Anise Wild krem deluje še malce več in tako lahko počasi končajo. Treba je opazovati in videti, kako se telo odziva. Nekateri so ugotovili, da je pomagala tudi maca, kar je sorodnica wild yama. Kupi se lahko maca prah in seveda tudi dvoletni svetlin. Oziroma olje. Nekatere gospe so mi rekle, da jim je olje bolj pomagalo, oziroma zelo. Torej, nekatere ženske implementirajo te zakone in jemale so navadno konopljiko in to jim je pomagalo, je olajšalo probleme s hormoni. Nekateri predlagajo Dong Quai, verjetno boste dobili boljši rezultat od Dong Quaja kot od drugih zelišč. Največ pa seveda dobimo od Anise Wild Yam krem. Ne more si pa sicer vsi privoščiti oziroma dobiti je. Prijateljica doktorca iz Fidžija je sedaj pravijo prehrambena doktorca. Rekla je, da dobim mnogo mladih žensk, ki si ne morejo privoščiti Anise Wild Yam krem, pa imajo probleme s hormoni in tudi težko je dobiti to kremo. In rekla je, jaz jim dajem zelene sokove 3-krat na dan. Če živijo v mestu, si lahko privoščijo in kupijo prah ječmenove trave, ampak če živijo nekje v vaseh, potem jim pa rečem, naj zmečkajo te zelene listke ječmena, dodajo mu vode, precedijo in to pijejo in dobijo rezultate. In razlog za to je zato, ker je klorofil ječmena, teh zelenih rastlin, je zelo efektiven čistilec krvi. In to pomaga, ima efekt, tako je rekla, da zbalancira tudi hormone. Vidite, treba je delati s tem, kar imate na razpolago. Pred nekaj leti sem bila v notranjosti Papue Nove Gvineje in nekdo me je peljal in mi kazal malce po vaseh. Tam, kjer ni bilo tekoče vode, ni bilo elektrike in tudi govoriti nisem znala jezika, ampak sem imela prevajalca. In torej mi je pokazala tam vse in na zadnji strani vsake hiše je bila kuhinja. In seveda tam je tudi ogenj. Videla sem moškega, kako je imel povezano roko in sem rekla, kaj se je pa njemu zgodilo roki? Ja, nesreča pri ulovu, ker je nož šel čez prst in skoraj šel na drugi strani ven. In sem rekla, lahko pogledam in mi je pokazal.
vneto, rdeče in zelo boleče, kot sem opazila. In kaj sem storila? Vzela sem 2 skledi in na ognju je bila vroča voda. Torej smo dali mrzlo vodo in drugo, tako da je bila primerna za roko in roko je dal noter. Ni bilo ledu, ni bilo elektrike, torej sem imela hladno vodo na drugi strani. In na sredini vasi je bila celo pipa, kjer si lahko dobil vodo, ki je malce hladnejša. Torej dali sem v vročo vodo in do sedaj smo zbrali 30 ljudi, so gledali, kaj bo ta bela ženska naredila temu moškemu oziroma njegovi roki. Ta gospod me je jezno gledal in gledal okoli, ker ga je bolelo, ampak to je lahko prenesel čez čas. Kako dolgo je bilo v vroči vodi? 3 minute. In potem smo dali v hladno vodo. Za 30 sekund. In potem smo vodo še malce pojačali, da je bila bolj topla in potem nazaj v vročo. In potem je še nekdo to šel zlit, da smo dobili frišno hladno vodo, ker nismo imeli ledu. In po drugem vročem sem že videla, da se je nasmehnil, da ga je že sprostilo. In to smo naredili kolikokrat? 3-krat. In da na koncu tega je samo še blablabla govoril. In ni prenehal. In vsi ljudje so kimali in se smehljali. In potem sem rekla, a kdo pozna morda zeleno zdravilno rastlino, ki je tam, ki je zunaj? In so rekli, ja, pojdi jo iskati in prinesi. Tekli so v grm in so prinesli eno rastlino. In kaj sem naredila? Sem jo zmečkala med prsti in dlanmi in včasih malce prežvečim. In potem jih dam na njegovo roko. Ima kdo bandažo, nekdo je imel, smo lepo povili. In sedaj bomo molili. In smo molili, da Bog blagoslovi. Vsi so nagnili svoje glave. In za konec dneva je ta gospod stal samo za mano in blebetal. Cecaj. Ker jaz ga nisem razumela in nisem vedela, kaj se dogaja. Ampak telesna govorica me je rekla, da je njegova bolečina močno padla. Vsaj za polovico, morda celo več. In kaj je bila tista zelena raslica? Ne vem, ampak vem, da je bil klorofil. In to je čudovit čistilec in zdravilec. Jim je treba sedaj govoriti, kaj morajo početi? Ne. Če bo spet vneto, kaj bo naredil? Doživel je, kaj je to storilo. Kaj bi se zgodilo, če tisti dan ne bi šla tja? To so revni ljudje, ne morejo v mesto. Kako velika bi njegova roka postala, predn bi končno šel v bolnico? Morda bi izgubil roko? In podobno in tako naprej. Tako preproste reči so to. Zato je tudi taka potreba za te reči tam zunaj. In ne samo potreba, ker niso razviti kraji, tudi potreba je tudi v največjih in najbolj prestižnih hišah v mestih. In to tudi opazim pri teh zdravstvenih centrih, da dobimo zelo bogate goste. In če potrkate na njihova vrata, vam bodo verjetno zaprli vrata. Ampak če pridejo v tvojo hišo, potem pridejo v tvojo hišo in ti jih učiš. Zdaj, ker mnogo ljudi so razočarani, frustrirani in imajo polno lic zdravil, ker ne delujejo več. Torej, tukaj ste imeli nekaj zelišč, ki jih lahko uporabite. In tudi, če greste kam, kjer so primitivni kraji in ne poznate rastlin in ljudje nimajo veliko denarja, je vedno nekaj, kar lahko naredite. In zapomnite si, kjer je Bog rekel, da nas bo prijel za roko in nas bo čuval. In v Psalmu 32:8, poučil te bom in pokazal pot, po kateri naj hodiš. Svetoval ti bom in upiral v tebe svoje oči in te vodil z očmi. Na misel mi je prišla še ena uporabnost glede aloe vere. Ena reč, ki jo lahko iz aloe vere naredite, je v bistvu aloe vera svečka. Kako jih naredite? Odrežite meso, približno velikost malega prsta, natanko odrežete na eni strani, potem seveda rabite debel list in potem to zmrznete. In to lahko uporabite za hemoroide,
notranje in zunanje hemoroide. Kako veste, če imate notranje hemoroide? Ko gredo na blato in potem je kri. Rdeča kri pač pomeni, da nekje blizu odprtine krvavijo. In seveda zunanji hemoroidi pa točno vedo. Govorili smo seveda tudi o sedečih kopelih, vroče mrzlo, ne? Tudi to je primerno. Obstaja še ena stvar, torej svečka. V našem zmrzovalniku imamo cel segment, kjer imamo zelo veliko takih svečk. In še ena svečka, varianta, je seveda iz ricinusovega olja. Ampak ricinusovo olje potrebuje 6 dni, da zmrzne. Vzamete malce vate, jo navlažite z oljem, oblikujete kot majhen prstek in seveda 3 dni, da zmrzne rabi. In seveda to se ustavi, ko je ledeno. In to seveda tudi pomaga pri lahko hemoroidih. Kako pa je s kožo? Kako je z ekscemi? Luskavico. Kaj lahko daste na kožo? Veste, da ni veliko. Zato, ker ekscemi in luskavica so v bistvu problemi od znotraj. In koža je v bistvu zadnji del našega telesa. Ne? Ekscemi in luskavica je prizadevanje narave, da telo osvobodi stanja, ki je posledica kršitve zakonov zdravja. Torej, eden izmed zakonov zdravja, ki se tukaj krši, je lahko morda izpostavljanje plesni. Torej, ni dovolj svežega zraka. Plesen je lahko faktor. Nekoč je prišel gospod iz Saudi Arabije k nam, ki je imel zelo resno luskavico. Njegov zadnji del vrata je bil tako kot krokodilova koža. In 40 let je imel. Zelo se je izboljšalo, zato ker je našel spletno stran, kjer se je imenovala ekscema spodbujen s kortizolom. In kortizol je apliciral 20 let in imel tako rekoč ekscem, ki ga je dobil zaradi kortizola. In prišel je do točke, kjer je v bistvu kortizol to povzročil. Ba je, da je to spletno stran opisoval nemški zdravnik, ki je rekel, da je treba prenehati kortizol. Rekel je, da bo šel skozi pekel približno za 3 mesece, torej živiš v banji, da to preživiš. In ljudje, ki imajo probleme s kožo, so zelo srbeči, potem ugotovijo, da je lahko kopel z eno vrečko ovsenimi kosmiči, torej to lahko zelo lajša problem. In obstada tudi ena substanca iz bora, ki jo lahko date v banjo in to tudi lahko pomaga. Torej, ki je prišel k nam, je šel že čez najhujše. Imel je malce rdečih srbečih na roki, za vratom, zelo, vneto. Jedel je veliko arašidov, zelo veliko pšenice, ovsenih kosmičev in rafiniranega sladkorja. Torej smo mu svetovali glede teh reči, to vsem svetujemo drugače. In na koncu po 2 tednih, vsak večer je imel detoks rusko savno in se na to okopal v mrzlem jezercu. Počutil se je tako dobro, z ženo je bil tam, da je na koncu teh 2 tednov rekel, malce smo razočarani, ker se ni izboljšalo zelo veliko. In sem se nasmehnil nazaj. Veste, da je potrebno 2 meseca, da dobite ostanke teh alergenov ven iz telesa. Torej 2 meseca je treba to početi. Čeprav niste teh alergenov jedli ta čas. In koliko ljudi preneha in po enem mesecu reče, se nič ne pomaga. Ampak niso dali temu dovolj časa. Torej, čas je tudi faktor. Lahko traja vsaj 2 meseca, preden ostanki teh hran izginejo iz telesa. Torej, šel je domov. 6 tednov kasneje smo dobili mail, to je približno 2 meseca. Vse je izginilo. Vse je izginilo. Njegova žena mi je povedala, v Saudi Arabiji imajo te velike hiše, razvijajo hiše za zaposlene, ki delujejo na oljnih ploščadih in je rekla, načeloma imajo vse klimatsko napravo, ampak na nekaterih strehah je plesen. In rekla je, filter naše klime bi se moral zamenjati vsake 3 mesece, ampak v 2 dneh je črn.
In to filter, ja. Mislim, da je šlo tukaj tudi za problem plesni. In ja, odpravila sta to, ne. Prišel je nazaj 1 leto kasneje in njegova koža je izgledala kot moja. Ves cajt sta se smehljala. Rekel je, moj specialist je rekel, da se tega nikoli ne bom losal. Vprašanje? Ta 2 meseca abstinence, je to pač ena referenca? Ja, tako. Izkušnje. Alergeni na splošno. Ja, pri teh hrani, ja. Večkrat sem videla tako kot pri temu gospodu. Točno 2 meseca. Ni vedlo točno 2 meseca, ampak zato rečem, vsaj 2 meseca. Upamo, da potem po 2 mesecih ljudje dobijo nek odziv in če ni morda popolnoma izginilo, se je pa sigurno izboljšalo. In to je lahko odvisno od mnogih reči. Če ljudje še vedno pozno so po koncu, imajo kavo, ne telovadijo in podobne stvari, potem ne bo to tako hitro. Vprašanje? Torej, znebiti se vseh teh alergenov je lahko potem to razlog za luskavico? Ja, ugotovila sem, da pri vseh kožnih boleznih, da je vedno nek faktor, ki igra pač to vlogo. Alergeni, ja, tako je. Ja. Videla sem pri dojenčkih, ekcemih, kjer je mama mogla nehati jesti določeno hrano. Moj zet je imel zelo slab ekcem, hud ekcem kot otrok in odkril je, da ko je prenehal z alergeni, je lahko to imel pod kontrolo. Odkril pa je tudi, da lahko vseeno uporablja oves. Torej, imel je pod kontrolo in potem je šel v Queensland, dobil masažno terapijo in bil v eni poceni hiši, kjer so mladeniči bili noter in to hišo bodo ravno podrli, polno plesni je bilo tam noter. In ker so bili tam, so dobili tudi poceni banane, tudi banane so zelo polne sladkora, torej z izpostavitvijo cukru in plesni je v bistvu ekcem spet se razpasal. Zapustil je in potem se je spet umrilo. In potem se je poročil z mojo ženo, približno tam nekje. In vse je bilo približno pod kontrolo, potem sta šla v Tasmanijo in Tasmanija mu je bila všeč, ker je bila hladna. Ker v vročem področju so ekcemi ponavadi slabši. Postal je arhitekt, gradnik in problem je, da včasih ljudje ne plačujejo računov. In on ima ženo in 3 male otroke, torej stres. In ekcem se je spet pojavil. In bral je knjigo Gut and Psychology, dr. Natasha Cameron McBride, in ona je predlaga, da naj preneha z vsemi žiti. Torej prenehajo vsa žita. Niti kvinoje, niti ajde ni jedel. Kaj je jedel? Stročnice, zelenjava, oreščke, semenke. In potem je nekaj časa bival pri nas in gradil pri nas. Takrat je kuhal veliko župov vsak dan. Tudi razhudnikov ni več jedel. Paradižniki, jajčevci, paprike in bel krompir. Torej delal župo s sladkim krompirjem, korenjem in fižoli. Pogosto so te problem, ker imajo veliko lektinov. O lektinih bomo govorili, ko bomo govorili o kislo-bazičnem ravnovesju, ko bomo govorili o prehrani. Ampak, če to pride v kri, lahko povzroča vnetje. Vse to je prenehal in za zajtrk je pojedel skledo župe. Župo, ki jo je vsak dan skuhal. In seveda, recimo, leča, ne? Skledo, šel ven čez vrata s korenjem in 1 pest makadamijev oreščkov. 10. In za kosilo še 1 skledo župe. In potem še tisto, kar sem jaz naredila, solata, podobno od tega, kar smo imeli danes. In po noč, zvečer je imel še 1 skledo župe. Shujšal je, izgubil odvečne maščobe, še vedno bil mišičast in njegov ekcem je zginil. Popolnoma. Sploh ni moral verjeti. In rekli se mu, da nikoli ne bo bil osvobojen tega. In spominja se, da kot 10-letnik, da se je neprestano praskal, dokler ni krvavela noga. In slišal je, kako sta se mama in ata tepla. Mama je rekla, brez kortizona. Ate pa je rekel, ja, lej, moramo nekaj narediti, poglej ga. In če oče zmagal, sem dobil kortizol in se je vse pomrilo. Če pa mama zmagala, potem pa
Torej, kaj lahko naredite, ko to res srbi? Lahko uporabite led. Ubijete srbež z ledom. Samo pod led date. Lahko probate tudi aloe vero. Ampak ugotovila sem, da takoj, ko karkoli date na kožo, se segreje, potem spet vas moti srbi. In to prihaja od znotraj, ne pozabite. Lahko probate aloe vero, lahko probate kokosovo olje, ampak večina ljudi ugotovi, da je najbolje, da pustijo kožo pri miru, če je presuha, malce kokosovega olja, ampak običajno približno v 2 mesecih. In če je zelo resna stvar, lahko naredite to, kar je naredil Matej, in greste brez žitaric. Danes ni več brez žitaric. Mislim, da je 6 mesecev bil brez. Torej brez žitaric. Stročnice 2-krat na dan, veliko zelenjave, oreščke, semene. Ni izgubil mišic, ker je imel dovolj stročnic, ampak premagal je to. Rekel je, da je to najboljša, kar je lahko v življenju naredil. Najboljša stvar. Leto kasneje, malce stresa in je recimo stvari, ki jih ne bi smel, in se ekscem vrne, kaj bo storil? Ve točno, kaj bo naredil. In to je ta čudovita stvar tega, ko telo tratirate z naravnimi sredstvi in potem vidite odziv telesa. In to vas uči. Nikoli ne podcenite vrednost ledu. Led je fenomenalen. Naš čas je že skoraj mimo. Spanje. Kako lahko ljudem pomagamo do spanja? Podala bom celo prezentacijo o spanju, ampak obstajajo zelišča, ki lahko pomagajo pri spancu. Imamo tinkturo, ki jo mi sami izdelujemo. Pasijonka blaži strasti. Mislim, da je zato tudi tako imenujejo. Tu se uporabi cvet. Skullcap, Scutellaria lateriflora, to je neka kapica, to je suho zelišče. Potem šentjanževka, to je tudi suho zelišče. Uporabijo se listi in cvet. In to mešanico mi imenujemo naš sprostilna zelišča imenujemo. Vse to so blaga pomirjevala in sedativi. Torej, če nekdo prihaja morda ali pa se odvaja od alkohola ali memfetaminov, marihuane, metadona, celo alkoholika, ki je pil veliko šampanja, tisti, ki kadijo, jim damo to 3-krat na dan. In jaz to naredim v tinkturni obliki. Tako kot sem opisala prej, če se spomnite. Dobra stran, če imate to v obliki tinkture, je to, da lahko pojeste žličko. Celo vsake pol ure. Ampak redko je to potrebno storiti. Šentjanževka hrani tudi živce. Torej hrani živce. In ko se ljudje odvajajo od teh stimulansov, so njihovi živci zelo obremenjeni. In po noči jim dodamo močnejše pomirjevalo in sedativ, kar je baldrijan. Torej, te 3 spravimo skupaj in te imenujemo naše sprostilne zelišče. In ko dodamo še tega, potem rečemo naše spalne zelišče. Vse 4 skupaj. Kupite jih lahko v obliki tablete, kapsule in podobno. To recimo ena reč za spanje. Še en primer pa je recimo, nekateri so ugotovili, da pomaga melatonin. In videli boste, ko bom govorila o spancu, je to nekaj, kar se naravno pojavi v našem telesu, hormon iz hipofize. Nekaterim se zdi, da jim magnezij pomaga, da zaspijo. Sprošča mišice, torej sigurno lahko sprosti tudi, da se ljudje sprostijo in zaspijo. Ampak, če gledamo zelišča, to so verjetno te osnovne. Gospe so mi tudi povedali, da ko se je začela imati Annie's Wild Yam kremo,
da so tudi začele boljše spati. Veliko je odvisno od tega, zakaj ne morejo spati. Ne? Kje se je to začelo? Veliko faktorjev, ki tukaj pride skupaj. In pogledala si bom tudi to, ko bomo preučevali spanje. Ampak v bistvu to so ta zelišča. Za nekatere ljudi ima to velik učinek, za nekatere ni razlike. Torej, sprobate različne stvari. Ja, kamilca je tudi blag, še malce bolj blago od teh, ampak kamilčni čaj tudi lahko pomaga. Če je nekdo pod stresom, potem pomagajo te zeliščne pomirjevala, lahko naredijo razliko. Včasih, če je nekdo res pod stresom, ji pač damo vročo kopel za noge. In to je samo, ne vroče mrzlo, ampak samo v toplo vodo za 20 minut in to je to. Vprašanje? Vem, da je Ellen White proti cimetu, ampak kombinacija banane in cimeta zelo dobro deluje za spanje. Banana stimulira melatonin. Stimulira sproščanje melatonina. In zato je tudi dober večerni obrok za otroke. Če ima kdo diabetes ali pa premaguje rak, potem banana ni najboljša izbira, ker je pač sladkorna, mislim cukor. Vprašanje, ali ima banana tudi magnezij? Ja, vsebuje ga, ja. Včasih je dovolj samo vroča kopel za noge, da se sprostijo, če so pod stresom ali pa ne morejo spati. Hidroterapevtsko prvo pravilo je, segrejte noge. Vprašanje, če bi imeli Wild Yam, a bi lahko iz tega naredili kremo? Doma? Če lahko dobite ta Wild Yam, kar je skoraj nemogoče dobiti? Ja, drugače pa ne. Mislim, da bomo zaključili tukaj, razen če imate še kakšno vprašanje. Ja? Vprašanje? Tiče se, veliko izkušenj imate, kar se je gradilo na tem, kar tukaj predstavljate, ampak nekje ste začeli, kako ste začeli z literaturo ali ljudmi okoli vas, nasveti, poskusi, kako bi nam svetovali. Začela sem z potrebami okoli mene. In to se je začelo z mojimi otroci. Ko so se stvari pojavile in imela sem tudi nekaj knjig, Back to Eden, Jethro Cloth, torej zeliščno knjigo od John Lusta in tudi knjigo Vance Farrell, kar je kombinacija nekako zdravljenja dosego roka knjige in Kelloggovih zdravilnih terapij z vodo in s tem sem začela. Ampak začela sem tam, kjer je bila potreba. Lance Farrell? A je on tisto enciklopedijo? Ja, on je naredil to enciklopedijo naravnih tretmajev, ja. Ampak to je res dobra knjiga in veliko ljudem to zelo pomaga, ja. Kot neka referenčna knjiga, ja. V tem trenutku je moja druga knjiga pri tistih, ki preverjajo, če je vse tako, kot mora biti. In to bo knjiga o naravnih sredstvih za zdravljenje. Torej šla bom od glave čez vse sisteme telesa in vse sem unesla par stavkov. Kar sem ciljala, da bi preprost priročnik ne bo večji od kot moja knjiga Myself Healed by Design, kar daje neko osnovo, verjetno ne tako detaljno, jaz vam podajem veliko detajlov tukaj, ampak zelo preproste reči, ki jih ljudje lahko storijo. Ja, poslala vam bom e-mail, ko bo knjiga zunaj. Prijatelj me je ravno kontaktiral in rekel, da so končali s prevajanjem te knjige v italijanščino. In vprašali so tudi za
dizajn, da bodo dodali slike in vse podobno.